V petek 4. novembra so policisti PMP Gruškovje v dopoldanskem času na vstopu v državo obravnavali oziroma kontrolirali voznika 29-letnega moškega državljana Albanije, ki je prispel na vstop v državo z tovornim vozilom albanskih registrskih številk. Policisti so pri kontroli vozniškega dovoljenja ugotovili oziroma posumili, da gre za ponarejeno vozniško dovoljenje. Zaradi suma, da je bilo storjeno kaznivo dejanje ponarejanja listin, so se odločili, da opravijo temeljito mejno kontrolo tovornega vozila. V samo temeljito mejno kontrolo oziroma v pregled vozila so vključili še vodnika službenega psa za specialistično uporabo, torej za detekcijo prepovedanih drog. Službeni pes je pri pregledu tovornega vozila nakazal prisotnost prepovedanih drog. Zaradi tega so policisti in cariniki skupaj delno umaknili cerado in pri tem odkrili ob sprednji steni prikolice dodaten posebej zgrajen prostor za tihotapljenje blaga. V njem je bilo več paketov, ovitih z alufolijo, v katerih se je izkazalo po odprtju, da se nahaja v njih neznana snov, zeleno-rjavkaste barve, rastlinski delci, za katere so kasneje pri preliminarnem testu ugotovili, da gre za prepovedano drogo marihuano. Z izvedenim policijskim delom so bili potrjeni razlogi za sum, da je bilo v danem primeru storjeno kaznivo dejanje prepovedane proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, zato je bila albanskemu državljanu, ki je upravljal to vozilo, odvzeta prostost skladno z zakonom o kazenskem postopku. Po obveščanju državnega preiskovalnega sodnika in dežurnega tožilca na ODT Ptuj so si policisti potem tudi pridobili ustrezno odredbo za preiskavo tega vozila, katera je tudi v nadaljevanju bila izvedena. Na podlagi te odredbe smo našli, se pravi, to prepovedan bunker in v tem bunkeru, kar je dejansko potem rezultiralo, tudi skrito prepovedano drogo v skupni bruto teži 350 kilogramov. Prepovedana droga je bila očitno namenjena v eno izmed zahodnih držav Evrope. To je letos prvi večji zaseg prepovedane droge na PMP Gruškovje, kar dokazuje, da je tako imenovana balkanska pot še vedno živa. Vkolikor bi količina prepovedane droge konoplje, ki je bila zasežena, dosegla svoj cilj, bi preprodajalci po naših ocenah za tem lahko zaslužili cirka 1.400.000 evrov. Kilogram na črnem trgu znaša, se pravi, cena tega je nekje okrog 4.000 evrov. Bunker sam ni bil viden niti znotraj, niti od zunaj. Torej, če smo vozilo pogledali znotraj ali zunaj strani, ni bil viden. Ko smo pa bunker odkrili sam po sebi, smo pa zagledali samo srebrne pakete, torej pakete alufolije. Mogoče še v dopolnitev tega, da si boste lažje predstavljali, ta bunker je bil nameščen v bistvu v sprednjem delu priklopnega vozila. Se pravi, takoj, če si predstavljate za kabino, ko je stena, je dejansko potem bila še ena stena v notranjosti in tako, se pravi, zamaknjena. Zdaj, če si predstavljate, potem takim bi bilo to možno samo z meritvijo ugotoviti, da gre za razliko med zunanjo in notranjo mero. Je pa bila vidna ta stvar seveda v trenutku, ko pa se je odgrnila ta cerada. Vozilo pa, tako kot vam je kolega povedal, je pa bilo v času prazno in ni bilo deklarirano, se pravi, ni bilo deklariranega tovora na njem.